Lepo pozdravljeni. Najprej bi se rad gospodu predsedniku Republike zahvalil za današnji sprejem ob dnevu človekovih pravic, ki smo se ga udeležili z namestniki. V tej priložnosti bi rad poudaril to, da je zelo pomembna po eni strani se zavedanje človekovih pravic, v katere je COVID močno posegal. Morali smo se zavedati, da se vsak dan odpovedujemo delu svojih pravic. Po drugi strani pa je obvezno tudi to zavedanje, da smo odgovorni do družbe, da je vsak od nas posameznikov odgovoren za to, da to krizo premagamo, naj si bo to kriza COVID-a, zdravstvena kriza ali pa po drugi strani tudi ta družbena kriza, ki je pripeljala do agresivnega obnašanja, agresivnega govora in zagotovo je odgovornost vsakega posameznika, da po svojih najboljših močeh se tega zaveda in pa da to skupaj tudi popravimo. Jaz trdno verjamem, da bomo po koncu te krize išli močnejši, da bomo zmagovalci vsi, to so se s predsednikom strinjala, in da nikogar ne bomo puščali za seboj, ampak bomo zakorakali v boljši čas, ker se bomo pa morali zavedati, da so bile človekove pravice, ki so bile omejene, da so to temeljne pravice, ki se jih moramo zavedati tudi vnaprej in da bomo nivo človekovih pravic ne samo v Sloveniji, ampak v celotnem svetu dvignili na še višji nivo, kot je bil do zdaj. Hvala lepa. Varuh je danes ob današnjem dnevu izdal poslanico. Jaz bi se na ta dan odzval z krajšim nastopom in se zahvaljujem za vašo pozornost. Ves demokratični svet, katerega del je tudi Slovenija, je utemeljen na svobodi. Celotna kompozicija našega življenja na osebni in javni ravni je zgrajena na predpostavki številnih svoboščin. Te so zavarovane z mednarodnimi akti, ustavo in zakoni in omejene le pod strogo določenimi pogoji. In v tem smislu je pomembna in ilustrativna tudi splošna deklaracija o človekovih pravicah, ki je bila sprejeta pred 73 leti. Razumemo tudi, da svobode niso absolutne, predvsem pa, da so omejene svobodami in pravicami drugih. V običajnih razmerah, v svobodnem in demokratičnem svetu, svobodo s pravicami in njunima omejitvama nimamo težav. S tem znamo normalno živeti. Problem nastane, ko razmere niso običajne, ko niso normalne. Čeprav pravo na mednarodni in nacionalni ravni ureja tudi take situacije, v običajnem življenju posameznika in skupnosti nastanejo zadrege in problemi. Že skoraj 2 leti živimo v takih neobičajnih razmerah. Te ne preizkušajo samo našega pravnega ustroja, političnega in njegovega spoštovanja, ampak predvsem naš človeški značaj, tako na ravni posameznika kot na ravni skupnosti. Te pravne norme zagotavljajo, da zaradi neobičajnih razmer ni nekega kaotičnega ukrepanja in nas varujejo pred samovoljami. Morda niso idealne, a moramo zaupati tistim, ki presojajo o njih in o njihovem spoštovanju. Rad bi poudaril naslednje. V takih okoliščinah, katerim smo zdaj priča, nikomur ni lahko. Zlasti ne tistim, ki morajo skrbeti za uveljavitev naše temeljne pravice, to je pravice do življenja, torej pravice do zdravja. Tu imamo v mislih strokovne, zdravstvene in politične oblasti, ki se po najboljših močeh trudijo sprejemati ukrepe za zajezitev epidemije in za varovanje življenja in zdravja ljudi. Pričakovano je, da pri ukrepanju oblasti ne gre za napad na naše svoboščine in pravice, ampak za zavarovanje našega zdravja. In da tu seveda prihaja do številnih dilem, od zdravstvenih do pravnih in političnih. Zato je pomembno vedno znova ugotavljati, da v takih razmerah nikomur ni lahko. Mislim, da bi morali pri naših odzivih na te razmere to dejstvo, da nikomur ni lahko, bistveno bolj upoštevati. Namesto tega, da bi se poskušali uživeti v bolečino drugega, skušamo za svoje probleme okriviti drugega. To ustvarja razmere, ko se postavljamo eden proti drugemu, namesto da bi bili eden za drugega, skratka solidarni. Dokler je na začetku epidemije prevladoval močan strah in nevednost glede virusa, smo omejitve naše svobode sprejemali z razumevanjem. Ko je pri mnogih ta strah popustil in ko se je zdelo, da o virusu vemo dovolj, za mnoge ukrepe ni bilo več razumevanja. Dejstvo je, da zaradi virusa ljudje še vedno zbolevajo in umirajo. Ne gre za običajno bolezen in za običajne človeške izgube.
Gre za razmere, v katerih lahko s cepljenjem in spoštovanjem ukrepov rešimo človeška življenja. Nobeno od naših ravnanj ni bolj plemenito od tega. Seveda lahko uspemo samo, če je to naše skupnostno, kolektivno stremljenje. Skratka, v človeški naravi je, da ljudje stopimo skupaj, kadar smo soočeni z nevarnostmi. Pripravljeni smo se tedaj odpovedati nekaterim pravicam in svoboščinam, zato da se zavarujemo. Ta nevarnost za naša življenja in naše zdravje po skoraj 2 letih neobičajnega, nenormalnega življenja še vedno obstaja. Tudi, če koga ni več strah. V tej situaciji je zelo pomembno, da ta učinek strahu nadomestimo z modrostjo, z vsem, kar smo se kot človeštvo o sebi in o naravi naučili. In to v sledečem smislu. Tudi, če ni strah mene, je strah druge. Tudi, če je meni vseeno, ni vseeno drugim. Tudi, če jaz nisem neposredno ogrožen, je ogrožen drugi. Če bom ravnodušen do drugih, bom na koncu sam ogrožen v svoji človeški podobi. Svoboda drugega je moja svoboda. Zdravje drugega je moje zdravje. Zato se imam pravico vživeti v svoj problem, a imam tudi dolžnost, da se vživim v problem drugega in da tako skupaj premagamo to krizo. To nam bo vrnilo normalno, običajno življenje, utemeljeno na številnih pravicah in svoboščinah. In to je, mislim, da varuh želja prav vseh nas. Ta cilj nas povezuje, razumeti moramo le, da zmagamo lahko le skupaj, to modrost zdaj potrebujemo. Rad bi se zahvalil varuhu ob tej priložnosti za njegovo poslanstvo, za njegov trud, njemu, celotni njegovi ekipi, uradu varuha in vsem, ki niso brezbrižni do vprašanj, ki nas zlasti v tem času epidemije zelo zaposlujejo, kje so te meje med svobodo mojo in svobodo drugega, med mojimi pravicami in pravicami drugih, kje najti tisto pravo mero za to, da se bomo kot skupnost solidarno prebili skozi te težke čase in zaživeli normalno življenje. Se zahvaljujem vsem za vašo pozornost. Hvala lepa.